Lepo pozdravljeni. V novomeškem Revozu, kjer so zaradi prilagajanja prodaje njihovih vozil na evropskem trgu kot protiukrep med 19. in 28. septembrom uvedli delo v eni izmeni, so vnovič začeli dvoizmensko proizvodnjo. Kot smo poročali, je vodstvo družbe 19. septembra s socialnimi partnerji sklenilo sporazum o prilagajanju delovnega časa manjšemu obsegu naročil. Zaradi neugodnih razmer na trgu v družbi iščejo možnosti za optimizacijo poslovanja in prilagajanje nastalim razmeram. Eden izmed ukrepov pa je bil tudi začasen prehod na enoizmensko delo. Kot so še dodali v Revozu, so v vodstvu zadovoljni, da so s socialnimi partnerji sklenili sporazum, s katerim obe strani potrjujeta pripravljenost za skupno iskanje rešitev za prebroditev kriznih razmer. Jedrska elektrarna Krško se je na stresnih testih odrezala dobro, pravi poročilo Evropske komisije, iz katerega izhaja še, da v Evropski uniji ne bo treba zapreti nobene nuklearke. So pa v skoraj vseh 134 delujočih jedrskih reaktorjih v 14 članicah potrebne varnostne izboljšave. Iz preglednice priporočil za varnostne izboljšave je razvidno, da je NEK edina jedrska elektrarna, ki ni dobila niti enega priporočila. Da se je krška nuklearka na stresnih testih odrezala dobro, je že maja ocenil predsedujoči skupini evropskih regulatorjev za jedrsko varnost in direktor Slovenske uprave za jedrsko varnost Andrej Stritar. Unija se je za stresne teste odločila po jedrski nesreči v Fukušimi marca lani, da bi izboljšala jedrsko varnost in preprečila, da bi se podobna nesreča kdaj zgodila v Evropi. Testirali so varnost nukleark pred naravnimi nesrečami, kot so poplave, potresi ter ekstremne vremenske razmere, pa tudi pred nesrečami, ki jih povzroča človeški dejavnik, na primer strmoglavljanje letal ali požari in eksplozije v bližini nukleark. V občini Ivančna Gorica bodo po novem ogrevali tudi na lesno biomaso. Župan Dušan Strnad je s članom uprave Petrola podpisal koncesijsko pogodbo za izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Objekt naj bi stal v bližini vzgojno-izobraževalnih ustanov, osnovne šole Stična, vrtca Ivančna Gorica in srednje šole Josipa Jurčiča, ki bodo od izgradnje tega objekta dalje vsi priključeni na energijo, ki se bo pridobivala iz lesne biomase, kar je za razliko od do sedaj, ko se ogrevajo s pomočjo kurilnega olja ali zemeljskega plina, bistvena razlika. Skladno s koncesijsko pogodbo, ki so jo sklenili za dobo 15 let, bo Petrol zgradil nov objekt in ga v času trajanja koncesije tudi upravljal in vzdrževal. Ja, gre za nov sodoben objekt z dvema novima tehnološko sodobnima kotlama v kapaciteti 800 kW. Poleg tega bomo naredili še 350 metrov toplovodnega omrežja in na leto bomo proizvedli 1500 MWh toplote. S tem projektom občina uresničuje lokalni energetski koncept, ki stremi k zmanjšanju onesnaževanja okolja in povečanju uporabe obnovljivih virov energije. S tem bomo nadomestili v celotnem tem koncesijskem obdobju nekje 700 tisoč litrov kurilnega olja in 55 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina. Občina bo na leto privarčevala med 20 in 30 tisoč evrov. Rok za izgradnjo in zagon sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je januar 2013. Pri dokončanju hidroelektrarne Krško je 22 mesecev zamude, smo slišali na seji Posavskega odbora za gradnjo verige. Razlog je v državi, ki ni pravočasno zagotovila denarja za infrastrukturni del elektrarne, posledično pa zdaj denar odteka po Savi. Začetek zamude sega v leto 2009, ko država ni zagotovila denarja za gradnjo akumulacijskega bazena. Zdaj, ko je bazen narejen, pa ga ne smejo do konca napolniti, dokler ne bo izvedeno nadvišanje ceste G5 pri Guntah. 1 500 000 evrov vreden projekt bi morala realizirati Republiška direkcija za ceste, a je varčevalni zakon to preprečil. Pol leta je trajalo, da so po obvodu ta denar in obveznost prenesli na Infro. Vlada mora potrditi njen poslovni načrt, šele na to lahko začnejo delati. Zaradi neizvedbe tega projekta ni ogrožena poplavna varnost na tem območju ali pa širše ali nižje, ampak je pa, bom rekel, ovira za zaključek energetskega dela elektrarne. Zaradi teh zamud so ob izpad dohodka podjetje Hidroelektrarne na Spodnji Savi
pa tudi lokalna skupnost in država, ki bi dobila koncesnino, je povedal direktor Bogdan Barbič. Namreč s poskusnim obratovanjem bo omogočeno tudi plačilo koncesnine za lokalne skupnosti in potem seveda tudi za ministrstvo. Koncesnina in vodno povračilo je približno 14% od prihodka. Ena taka elektrarna pa da približno 5 milijonov evrov prihodka na leto. Dela na nadvišanju ceste naj bi začeli prihodnji mesec in jih zaključili v pol leta. Elektrarna bo začela poskusno obratovati predvidoma prihodnjega junija. Na strehi podružnice Dobrnič, ki deluje v okviru osnovne šole Trebnje, so slavnostno namenu predali 44 kW sončno elektrarno. Projekt je potekal po sistemu javno-zasebnega partnerstva. O tej potezi so na občini Trebnje razmišljali že ob obnovi in dozidavi podružnične šole, pravi tamkajšnji podžupan. Ja, v tej investiciji pričakujemo zmanjšanje stroškov obratovanja podružnične šole. Seveda je bil pa tudi povod te investicije v tem smislu izkoriščanja zelene energije. Sončna elektrarna bo proizvedla približno 48 MWh električne energije na leto. To zadostuje za oskrbo 12 gospodinjstev, oziroma na leto bo prihrana približno 29 ton izpustov ogljikovega dioksida, kolikor bi ga po proizvodnji takšne energije proizvedli tradicionalni energetski viri. Zasebni partner, ki je do zdaj postavil že več kot 250 sončnih elektrarn v Sloveniji, je streho šolo v Dobrniču najel za 25 let. Mi smo prepričani, da se bo pa celotna investicija povrnila, to se pravi nam kot investitorjem v nekih 6-7 letih. Seveda pač dobičke bomo po vso nadaljnje obdobje delili z občino Trebnje v tem dogovorjenem odstotku. Naložbe se sicer veselijo tudi na šoli, saj lahko tako učenci v praksi spoznavajo, kako prispevati k odgovornemu odnosu do okolja. Mislim, da se s tem projektom kaže učencem, kako se pristopa k odgovornemu ravnanju do okolja, v katerem živiš. Čeprav morda za vesoljno zemljo se zdi to majhen kamenček, pa je pomemben kamenček v celotnem mozaiku ekološkega pristopa. To pa verjetno ne bo edina sončna elektrarna na strehah osnovnih šol v Trebanjski občini, saj se že dogovarjajo za postavitev novih. Prva naj bi bila na vrsti matična šola v Trebnjem. Državna cesta skozi Blanco je v zelo slabem stanju, na kar so krajani lani opozorili s protestom. Direkcija za ceste prelaga odgovornost za sanacijo na družbo hidroelektrarne na Spodnji Savi, čež da je do poškodb cestišča prišlo ob gradnji elektrarne. Krajanov ne briga, kdo bo plačnik in terjajo čimprejšnjo obnovo. Gregor Ficko iz Republiške direkcije za ceste pravi, da bi moralo podjetje hidroelektrarne na Spodnji Savi podpisati sporazum, kjer je opredeljen način sanacije infrastrukture, poškodovane ob gradnji elektrarn. Direkcija ne more pokrivati škode na državni cesti, ki je bila povzročena s strani zunanjega investitorja. Direktor hidroelektrarn na Spodnji Savi Bogdan Barbič pravi, da bodo sporazum podpisali za elektrarno Krško in naslednje, ne pa tudi za Blanco. Bomo iskali rešitve, vendar dela na Blanci so zaključena, bančne garancije so potekle in pravzaprav tudi poškodbe, ki so bile danes nekako nakazane, ne gre za poškodbe, ki bi nastale zaradi izgradnje, ampak je cesta zgrajena že leta 1983 in tudi pred izgradnjo so bile take ceste, približno take ceste, kot so sedaj. Investitor tega ne more dokazati, da so nastale prej. Mi točno vemo, kakšne so bile te poškodbe in mi seveda pričakujemo, da bo investitor podpisal ta sporazum. Predsednik krajevne skupnosti Blanca Franc Pavlin verjame, da bo vseeno prišlo do obnove ceste, na kateri se zdaj za občinski denar gradi pločnik. No, jaz osebno mislim, da bojo popravili, torej nimam bojazne, da ne bojo. Če tega ne bodo storili, do sredine prihodnjega leta bodo pripravili javni protest kakor lani, je dejal Pavlin. V okviru dneva odprtih vrat slovenskih ekoloških kmetij so svoje dejavnosti in pridelke predstavili tudi belokranjski pridelovalci ekološke hrane. Obiskali smo jih na 2 ekoloških kmetijah v Ziljah pri Vinici, kjer so združeni predstavili svojo ponudbo in nam zagotovili, da je povpraševanje po zdravi ekološki hrani večje od ponudbe. Kmetov bi bilo potrebno več, da bi se ta ponudba razširila in to je priložnost za take manjše kmetije, kjer ne vejo, s kom bi se ukvarjali danes v krizni časi, ampak tukaj mi ne občutimo zaenkrat kriznih časov.
Ekološko kmetovanje je zagotovo tržna niša in priložnost, ki bi jo v Beli krajini morali bolje izkoristiti, je prepričana Alenka Černec, ki je v Zilje prišla z Gorenjske in skupaj z mamo tu kmetuje že 14 let. Prostora je ogromno, samo moramo začeti razmišljati, da pač ne moramo vsi delati istega. To se pravi, moramo malo razširiti ponudbo, povpraševanje je pa ogromno. Čeprav število ekoloških kmetij narašča, večina belokranjskih ekoloških kmetov uspe prodati svoje pridelke kar na domu. Nekateri pa so našli trg v Ljubljani ali kje drugje. V glavnem mi imamo turistično kmetijo, v glavnem na mizi se ti pridelki prodajajo. Z velikim zanimanjem si je ponudbo belokranjskih ekoloških kmetij ogledal tudi predsednik države Danilo Türk s soprogom, ki je prepričan, da ima ekološko kmetovanje lepo prihodnost. Rad bi poudaril, da poleg ekološke vrednosti in zdravstvene vrednosti imamo tukaj tudi ekonomske možnosti in te bi bilo treba res dobro izkoristiti. Ljudje se vedno bolj zavedamo pomena zdrave hrane in tudi število ekoloških kmetij narašča, ocenjuje predsednik države. Če tudi nismo na ravni, ki bi bila zadovoljiva v tem času, smo pa v pravi smeri in to je najbolj pomembno. V Sloveniji imamo 2753 ekoloških kmetij, od tega 105 v Beli krajini. Po kratkem premoru nadaljujemo v obnovljenem zobotehničnem laboratoriju v novomeškem zdravstvenem domu. Govorili pa bomo tudi o cenejših energentih. V novomeškem zdravstvenem domu so v zadnjih 2 mesecih obnavljali zobotehnični laboratorij. Nekdanji prostorsko, tehnično in tehnološko že zdavnaj zastareli prostori zdaj sijejo v povsem novi podobi. So pa poleg tega pridobili še prostore za novi ambulanti. V zobotehničnem laboratoriju izdelujejo zobne proteze oziroma fiksne in snemljive protetične nadomestke, sproti pa popravljajo tudi zobne nadomestke, ki jih pacienti dnevno prinašajo. Poskrbimo tako za posamezne manjkajoče zobe, kot skoraj v celoti brezzobo čeljust. Izdelki so iz kovin, plastičnih mas in pa iz porcelana. V zobotehničnem laboratoriju izdelujejo zobozdravstvene pripomočke za svojih 12 zobozdravnikov. Naložba v laboratorij, kjer je zaposlenih 5 zobotehnikov, je bila vredna dobrih 320 000 evrov. S tem pa pridobili odlične tehnično-tehnološko dovršene prostore, opremo in tudi aparate. S tem zaključujemo prvi cikel oziroma krog investicijske prenove, tako prostorske kot opreme in aparatov v našem zavodu. Letos so sicer v prostore in opremo vložili že prek 750 000 evrov. V skupini GEN kot drugem stebru slovenske energetike zagotavljajo tako energetsko politiko, ki bo zagotavljala nizke cene energentov, saj je to osnova za konkurenčnost gospodarstva in za družbeni standard. Najprej so odjemalcem ponudili cenejšo električno energijo, zdaj pa še plin. V Sloveniji je cena plina za porabnika bistveno višja kot v zahodnji Evropi. Ko so v družbi GEN-I ugotovili, da za tako visoko ceno ni upravičenega razloga, so vstopili na trg s konkurenčno ponudbo, pravi direktor Robert Golob. In danes mi kupujemo po normalnih zahodnoevropskih cenah v zahodnji Evropi na trgovskih vozliščih in samo prenašamo ta plin, ki ni nič posebej poceni, do slovenskih odjemalcev. Ker so bile pa cene v Sloveniji do sedaj tako visoke, imamo tako razliko v ceni, da smo dejansko 20% nižji od kateregakoli ostalega ponudnika. To je razlog, da potrošniki množično prestopajo k novemu ponudniku, saj je prehod enostaven in brezplačen. GEN-I jamči, da se cena do 30. junija prihodnje leto zagotovo ne bo povišala. To je garancija. To ne pomeni, da bomo mi s 1. julijem povišali za 30%, ki je pa. Jaz mislim, da ne bomo nič povišali, ampak garancijo dajemo do 36. Samo kot ilustracijo, ko smo prišli pri poceni elektriki na trg, smo tudi dali garancijo za 1,5 leta. Ampak cena je tudi po 3,5 letih še vedno enaka. GEN-I je imel v načrtu v 3 letih osvojiti 10% tržni delež na področju porabe plina, kar je v teh dneh že dosegel. Od podjetij so že pridobili nekaj večjih, med njimi novomeškega farmacevta. Besede drugačnosti, barve, strpnosti. Tako so v Metliki naslovili eno izmed 3 prireditev, s katerimi so začeli letošnji teden otroka. Ker ta poteka pod geslom
radosti in stiske odraščanja, so to temo povezali s projektom, v katerega je že 2 leti vključeno Metliško društvo prijateljev mladine. Gre za slovensko-hrvaški projekt z naslovom Otroci in mladi ne poznajo meja, v okviru katerega so pripravili medkulturno delavnico 100 ljudi, 100 čudi. In tu smo želeli, da bi se naši otroci med seboj spoznali. Prav na Metliški šoli obiskuje veliko otrok iz drugih držav, kar iz 10 drugih držav pouk. Gre za mešane družine, kakršne poznajo tudi v osnovni šoli Podzemelj. Mamica ene njihovih učenk je Rusinja, ki je prišla na delavnico, da bi otrokom predstavila državo, iz katere izhaja. Zastavili so ji veliko vprašanj in skozi njeno pripoved, skozi ples in glasbo, pa tudi tipično sladico spoznavali Rusijo. Najbolj všeč jim je bil jezik. Kot največjo razliko med Rusijo in Slovenijo pa so izpostavili Rusija je večja od Slovenije. Razlike med ljudmi pa skoraj da ni, pravijo otroci. Cilj in namen današnje ure je bilo otrokom pokazati oziroma jih seznaniti s tem, da meje, ki so zarisane na zemljevidih, med ljudmi dejansko ni. Vsi smo enakovredni, ne glede na to, kdo smo, kakšne barve smo, kaj imamo, koliko smo stari. Sicer pa se bo v Metliki v oktobru zvrstilo kar 16 dogodkov namenjenim najmlajšim. Tu so ure pravljic, tu so filmske predstave, gledališke predstave, prometni kviz. Zelo dober obisk pričakujejo tudi na medgeneracijskem pohodu od Metlike do Grabrovca, kjer se bo 21. oktobra družilo več generacij, pravi Škofova. Redno vzdrževanje, čiščenje in pravilna uporaba kurilnih naprav prispevajo k večji požarni varnosti, varnosti okolja, našega zdravja in varčnejši rabi energije, je sporočilo, ki ga na uporabnike ob začetku kurilne sezone naslavlja pristojno ministrstvo. Kljub temu, da je v teh dneh še razmeroma toplo, pa nas nizke temperature lahko kaj hitro presenetijo. Z osveščanjem javnosti in doslednim upoštevanjem predpisov bomo dosegli zmanjševanje dimniških požarov in števila smrtnih žrtev zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, poudarjajo izvajalci dimnikarskih storitev. S tem, ko zmerimo dimne emisije, vemo, da pri tem dobimo en kup enih parametrov od ogljikovega monoksida, ki vemo, kako je nevaren, do raznih plinov od NOx-ov, potem hkrati tudi do izgub, naprava nam tudi izmeri, kolikšne so izgube. Tokrat smo dimnikarje posneli pri delu v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju. Kada pa prije dimnikarji nešto še nekoliko sklon, da ne smeš spucati. Je za varstvo je bolj preskrbljeno, če pride, pa tudi, ko je hiša zavarvana, mora biti nekaj vratega narejeno, da do požara je pa problem. Slovenska zakonodaja na področju dimnikarskih storitev je urejena, pravi direktorica podjetja, ki ima koncesijo za opravljanje dimnikarskih storitev v 8 občinah, a je vsi ne spoštujejo. Sankcije so in so tudi že bili sankcionirani. Prva sankcija je 200 evrov, predpisana z uredbo. Se pravi, če je zakonodaja, je tudi sankcijski del, če ne zakonodaja ne obstaja. Tako da sankcije so in tudi inšpektori delajo in bodo morali in tudi imajo navodila ministrstva, bodo morali delati in ukrepati proti kršiteljem. Tistim, ki dimnikarjev ne bodo spustili v hišo. Po zakonodaji so sicer določeni 4 roki čiščenja v primeru kurilnih naprav na trda goriva in eden ob ogrevanju na plin ali kurilno olje. V novomeški splošni bolnišnici izvajajo predoperativno šolo za paciente, ki prihajajo na ortopedske operacije. Ob prvi obletnici ustanovitve šole se že kažejo pozitivni rezultati pri zadovoljstvu pacientov in krajših ležalnih dobah. V tem letu se je šole udeležilo že veliko pacientov, kar v novomeški bolnišnici zelo pozdravljajo. Namen je pa seveda, da nekako z enim takim prijateljskim odnosom pristopimo do naših bodočih pacientov, ko jim predstavimo ves program, ki jih čaka, oziroma ves postopek, ki ga pač morajo opraviti pred samo operacijo. Predvsem je osnovni koncept šole v tem, da več kot ima bolnik informacij o zdravljenju, boljši je rezultat zdravljenja. To je osnovni koncept. Veliko pacientov pred operacijo seveda prevzemajo vse prej kot prijetni občutki. Vsi se najbolj bojijo bolečine, vsi se najbolj bojijo dolgotrajnega okrevanja, slabših rezultatov. Tukaj jim poskušamo
približati in predstaviti, da to ni, da dan danes so rezultati dobri. Kot mi je znano, se to izvaja samo pri nas in glede na to, da so pacienti z takim načinom obravnave zadovoljni, bi lahko rekla, da gre za primer dobre prakse. Predoperativna šola sicer poteka na travmatološko-ortopedskem oddelku A vsak ponedeljek. Pri osnovni šoli Mirna se je mudila mobilna Ruiz klinika ali bolje klinika za ponovno uporabo, katere namen je okoljsko ozaveščanje. Na enostavnih primerih želijo pokazati, kako lahko izdelki, ki bi končali kot odpadki, prek centrov ponovne uporabe spet postanejo uporabni. V svetu globalizacije je treba razmišljati o omejenosti naravnih virov. Kajti s tem, ko toliko še rabljene opreme zmečemo proč, čisto po nevestnosti, ker nimamo dovolj informacij, zelo škodujemo okolje, naravo in nenazadnje sami sebi ropamo delovna mesta. V centrih ponovne uporabe zaposlujejo predvsem težje zaposljive delavce. Se pravi starejši, mlajši, ki težje dobijo delo, pa različni ljudje, ki imajo različne deficite in na ta način dejansko direktno privarčujemo s surovinami, z energijo, z emisijami, ker jih praktično ni in ustvarjamo nova zelena delovna mesta. Na Mirni so med drugim predstavili tudi, kako lahko na primer iz rabljenega tekstila sešijemo ponovno uporabne izdelke ali kako popraviti omaro in belo tehniko. Projektu se je pridružila tudi tamkajšnja osnovna šola. Zavedamo se hude problematike onesnaževanja okolja. Jaz sem namreč po osnovni stroki geograf. In kaj okolje pomeni, kaj nam narava lahko da, vemo, da z njo lahko preživimo, če bomo uničili, pomeni, da preživeli ne bomo. V tem duhu je treba vzgajati mlade, da bodo odrasle odgovorne osebe, ki bodo naredili kaj za lepše okolje, še dodaja. V regijski civilni iniciativi za reševanje romske problematike so se odzvali na v Državnem zboru predstavljeno posebno poročilo varuhinje človekovih pravic Zdenke Čebašek Travnik o bivanjskih razmerah Romov v jugovzhodni Sloveniji. Po njihovem je to škodljivo za nadaljnji potek reševanja romskih vprašanj. V poročilu, tako Silva Mesojedec, je razvidno, da varuhinja zagovarja legalizacijo in širitev rezervatov, čeprav se je pred leti ob obisku Žabjaka strinjala, da getoizacija tega naselja ni pravi način za reševanje težav. Popustila je očitno tudi ona neki dnevni politiki in mislim, da je to slabo. Regijska civilna iniciativa ne bo dopustila širjenja romskih naselij, poudarja Mesojedec. In tudi mi smo v preteklosti že opozarjali na možne črne scenarije, ki so se nažalost tudi zgodile. Dobro nam je znan primer našega podjetnika iz naše krajevne skupnosti, ko je poduzel stvari v svoje roke. Marsikaj se bo lahko v prihodnosti nažalost tudi še kaj dogajalo. Mesojedec je danes izpostavil tudi težave, ki jih Romi z nezakonitim zasedenjem zemljišč v Žabjaku in Brezju povzročajo njihovim lastnikom. Več kot 50 jih je zato podalo ovadbe, na novomeškem sodišču pa že potekajo razprave zaradi protipravnega zavzetja teh nepremičnin. Zanimivo je, da so pravzaprav lastniki teh zemljišč ugotovili, da imajo nepremičnine ob popisu nepremičnin, kajti v to naselje si pravzaprav ne upajo in ne koristijo ta zemljišča. S takšnim primerom sicer v občini Škocjan se sooča tudi Bojan Jerak, lastnik zemljišča v romskem naselju Dobruška vas. Dali smo pritožbo na Generalno geodetsko upravo v Ljubljano in tega zdaj že več kot eno leto, do zdaj nismo dobili še nobenega odgovora. Vložili smo tudi kazensko ovadbo, kar je policija na naš pritisk tudi storila. Bil sem zašližen na tožilstvo glede te ovadbe. Doslej odgovora sodišča ni prejel. Ve le to, da bodo zemljišče in nepremičnine na njem odslej njegov katastrski dohodek. Sem zakonodaja naj upošteva in se ve, kaj sledi. Izpraznitev zemljišča, mi tega zemljišča jaz ga ne prodam. To je pač interesantno zemljišče, ki spada v gospodarsko cono. In ga ne bo nikomur dal, poudarja. V Sloveniji ločeno zberemo zgolj 40% odpadkov, medtem ko najbolj razvite evropske države 90%. Zato je ozaveščanje prebivalstva o pomenu ločevanja bistvenega pomena, s tem pa tudi akcije, kakršna je Ločujem, zemljo varujem.
V novem šolskem letu bodo zaposleni v podjetju Danone Slovenija v sodelovanju z novomeško komunalo za ločevanje odpadkov navduševali skoraj 2100 otrok in učiteljev. Tokrat sodelujejo novomeški šoli Grm in Center ter Šentjernejska, kjer so akcijo danes tudi začeli. Smo že več let ekošola in podpiramo vse zelene vsebine, poučujemo otroke o teh vsebinah in zato je ta projekt še dobrodošel, da se spet spomnimo na to, da je narava pomembna, da je potrebno ločevati odpadke. In mislim, da je to prava odločitev, kajti vidimo, koliko imamo plastike in ostalih, materialov, ki mogoče do sedaj niso bili ločeni, pa v tem trenutku potujejo na prava mesta. Učenci bodo z veseljem sodelovali v akciji. Doma ločujemo, pa zelo smo tako, drugače pa v šoli tudi ločujemo pa to. Jaz sem pa tudi pri prostovoljcih, pa imam za zamaške, kartuše, pa baterije pospravljam. Ja, doma ločujem odpadke, sploh pa zdaj, kaj je ta akcija, ne. Drugače smo jih pa tudi že prej začeli, ne, in jih bomo tudi nadaljevali. Cilj projekta Ločujem zemljo, varujem je enak kot v minulih 2 letih. Povečati ločeno zbrane odpadke za več kot petino. Rezultati, ki smo jih lani dosegli v osnovni šoli Drska in v osnovni šoli Šmihev, so taki, da moramo razmišljati o tem, da s takimi akcijami nadaljujemo. Z lansko akcijo so se ločeno zbrane frakcije povečale za skoraj 30%, poudarja Križman. Letošnja gobarska sezona je odlična, ena najboljših doslej, pravijo gobarji. Ker je v gozdu tako še več ljubiteljskih nabiralcev gob, je še bolj pomembno splošno javnost izobraziti o vrstah gob. Eden od načinov je tudi razstava gob, ki so jo letos vnovič pripravili člani gobarskega društva Novo mesto. Več kot 220 vrst gob, od užitnih, pogojno užitnih, zdravilnih, strupenih, smrtno strupenih, so člani društva do jutri razstavili v atriju gostišča na trgu. Pogojno užitna to pomeni, da je en pogoj, ki ga moraš izpolniti, da je goba užitna. Večinoma so recimo pri bisernici že 60 stopinj termično obdelana je goba užitna. Gobar naj v gozdu pobere le tiste gobe, ki jih pozna. Sicer naj jih pusti rasti, če pa jo že vzame, naj vrsto preveri v literaturi ali še bolje pri determinatorjih, ki poznajo ogromno vrst. Videz je najpomembnejši, to se pravi, moramo pogledati klobuk, pogledati pod klobuk, ali so lističi, ali so cevke, ali so iglice spodaj, potem je pomemben bet. Značilnosti na betu so ali ima venček, ali ima gomolj. Danes ste tudi prinesli eno, ste izvedeli, kaj je? Ja, sem izvedela in sem zelo vesela, zato ker zdaj sem tudi sigurna, da lahko to spravim. In prav svoje znanje obiskovalci preizkušajo tudi na razstavi. Zato, ker jih nabiram, pa nisem siguren, katere so to pravi. Kljub suši je letošnja sezona ena rekordnih. Ko je padel dež, so gobe kar planile na površje. Čeprav mislim, da je tudi Fukushima malo prispevala v Kaliforniji, pravijo, da so ugotovili radioaktivnost in mislim, da tudi tukaj so jurčki, ki so 2 kg, imamo prašnico zadaj, ki je kilogramska. A preplah je odveč, jih je pa treba uživati v zmernih količinah. In če smo jih nabrali preveč, ne pojejmo vseh sami, pač pa jih razdelimo še prijateljem, svetuje Kočjaš. Dolenjski, posavski in belokranjski Romi bodo odslej bolje obveščeni o dogajanju v bližini in daljni okolici. Pred dnevi je namreč uradno zaživel prvi spletni portal Romski odmevi, ki za zdaj izhaja še v sklopu novomeškega romskega društva Cigani nekoč, Romi danes. V teh dneh pa bo zaživel kot podjetje. Pobudo za portal, ki je prišla iz novomeške romske skupnosti, sta uresničila romska svetnica Dušica Balažek in novi glavni urednik medija Bogdan Miklič. Gre za portal, kjer bomo objavljali novice, ki se dotikajo Romov na splošnih straneh. Predvsem, kot omenjeno, pa se bomo distancirali od črne kronike, kajti to je v romskih naseljih lahko zelo, zelo občutljiva zadeva. Odziv Romov na portal je bil izjemno dober, pravita Miklič in Balaškova. Moram povedati, da današnja romska mladina že kar uporablja prenosne računalnike, če lahko tako povem. Prelistavajo
vse možne portale in so tudi iz vrst romske skupnosti prišle pobude, da ena taka spletna stran zaživi. K soustvarjanju spletne strani v obliki kolumen so privabili tudi zunanje sodelavce. Upozoril bi na še eno zadevo, in sicer, da je to portal, ki je tudi na Facebook profilu, in pa portal, ki bo kmalu vpisan v razvid medijev, in portal, ki je delno sofinanciran tudi iz strani Mestne občine Novo mesto. Čez nekaj tednov naj bi sicer zaživel tudi romski časopis v tiskani izdaji, imenovan Sožitje. Ker je država zvišala davčno stopnjo tiskanim medijem, pričakujemo subvencioniranje tudi morebitnega romskega časopisa. Upajmo, da ne bodo tudi v tej skupnosti protestirali zaradi povišanja cen. Nasvidenje do prihodnjič.